v današnji epizodi o gibalno ovirani dijakinji, ki je želela s sošolci na ekskurzijo. Vse oblike izobraževanja bi morale biti dostopne tudi invalidom. V tem primeru očitno smo pa prišli v tem razkoraku, da se najprej pomisli, kje bodo težave, kako se nekaj ne da. Jaz sem prepričana, da je bila premajhna pozornost usmerjena zato, ker ni šlo za obvezen del šolskega programa. Čeprav to ni izgovor, da se razumemo. Podcast Zagovornika načela enakosti. Dober dan, dobrodošle in dobrodošli v novi epizodi podcasta Zagovornika načela enakosti. Novo sezono odpiramo z novimi vsebinami, pa tudi z novim formatom. Odslej boste v podcastu Zagovornika lahko slišali tudi poglobljene, analitične pogovore z več strokovnjakinjami in strokovnjaki različnih področjih, ki bodo za skupno mizo razpravljali o temah povezanih z vprašanji enakosti, to je enakopravnosti, enakega obravnavanja in enakih možnosti. V današnji izmenjavi mnenj in stališč, v tem skupnem razmisleku, bomo skušali odgovoriti na eno vprašanje, in sicer, kaj morajo predvsem srednje šole zagotavljati osebam z invalidnostmi v širšem smislu dostopnosti in inkluzije. Pa ne gre za osebe z gibalnimi, senzornimi, intelektualnimi, psihosocialnimi ali katerimi drugimi oviranostmi, pri čemer imamo tudi v mislih predvsem dostopnost šolskih objektov, izobraževalnih vsebin, storitev, ki jih nudi šola med poukom ali v prostem času. Skratka, kaj mora šola zagotavljati osebam z invalidnostmi? Prvi gostje oziroma prve gostje in gost v našem improviziranem studiu, ki je sicer sejna soba Zagovornika načela enakosti, so magistrica Branka Hrast-Debeljak, generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Dober dan, v Tolmin prek Zooma. Dober dan, pozdravljeni vsi. Magistrica Mateja Toman, predsednica Sveta za invalide Republike Slovenije, tudi predsednica Društva distrofikov in članica predsedstva Nacionalnega sveta invalidskih organizacij. Dober dan. Pozdravljeni. Doktorica Jasna Murgel, pravnica, sodnica, avtorica knjige Varstvo pravic oseb z invalidnostjo. Dober dan. Dober dan, lep pozdrav vsem. Nives Počkar, predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije. Dober večer. Dober večer vsem. Ker je že večer v resnici. Dr. Matevž Kokol, svetovalec Zagovornika načela enakosti. Dober večer. Dobro večer. Dobrodošle torej in dobrodošli vsi skupaj v podcastu Zagovornika načela enakosti. Danes smo za izhodišče, za razmislek vzeli zgodbo dijakinje na invalidskem vozičku, ki se je nedavno zaradi želje, da bi se udeležila šolske ekskurzije, soočala s številnimi težavami. Zgodbo gotovo poznate iz medijev. Če samo na kratko povzamemo, težave dijakinje z invalidnostmi so nastale v komunikaciji s šolo in turistično agencijo, ker ji je bilo večkrat povedano, da se šolskega izleta ne bo mogla udeležiti iz različnih razlogov, bodisi zaradi nedostopnosti objektov na destinaciji, zaradi ekstenzivnosti programa ekskurzije, ki bi bila oseba na invalidskem vozičku težko kos, zaradi zagotavljanja negovalke, zaradi finančnih razlogov in tako dalje in tako naprej. Ko se je dijakinja obrnila na Zagovornika načela enakosti in medije, sta šola in turistična agencija ubrali bolj vključujoč pristop in zdaj naj bi dijakinji udeležbo na šolskem izletu omogočili. Danes bomo sicer govorili o zagotavljanju dostopnosti za osebe z invalidnostmi v izobraževanju bolj sistemskega vidika, pa vendar pokomentiramo na kratko za začetek ta konkreten primer. Dr. Matevž Kokol, morda za začetek vprašanje za vas, ker ste se ukvarjali prav s tem primerom. Kaj je doživljala dijakinja ob tem, da se je morala tako boriti in izpostaviti
da bi lahko šla s sošolkami in sošolci na izlet? Ja, res je, v enem trenutku se je na nas obrnila ta dijakinja, ki se je znašla v tej situaciji, ki si jo že povzel in opisal. Znašla se pred enim veliko goro, v bistvu ovir, in to je morala začeti bolj ali manj sama reševati. Na šoli, z agencijo, spremljevalci, spremljevalkami, v dijaškem domu in tako dalje. In pri tem je naletela na ne najboljši odziv, tako da v enem trenutku ostalo tudi samo še možnost, da gre v medije, da se obrne na zagovornika, da se obrne na invalidske organizacije in tako dalje. In je to tudi storila, kar je bilo za njo v bistvu kar težavno, ne. Poleg šole, poleg tega, da je v prvem letniku, da se je preselila na drug konec Slovenije, nov dijaški dom, prilagojen dijaški dom, nova šola, delno dostopna in tako, je še morala se ukvarjati še s tem. Mi smo v bistvu sprejeli to dijakinjo v nek postopek svetovanja, tako da nismo še ugotavljali, ali se je zgodila diskriminacija, na kak način, kdo je kriv in tako, da o tem ne morem govoriti, ne bom govoril. Ampak če odgovorim na vprašanje o občutkih, pa lahko si seveda vsi predstavljamo, kakšni so bili ti občutki, ne. Sama je govorila tudi v medijih, ker se javno izpostavlja, ne, in v tem trenutku mislim, da ni nič narobe, če povemo, da je punci dijakinji ime Nika in je super punca, ki pa je pač se znašla v težavni situaciji, ki jo je sama opisala tudi kot nadlegovanje. Potem, ko se je izpostavila, so začeli dogajati odzivi, ki bi jih lahko opisali kot povračilni ukrepi ali pa viktimizacija in podobno, ne. Tako da za njo je bilo zelo težko. Če bomo v prihodnosti govorili o tem, mislim v nadaljevanju tega pogovora govorili o tem, kaj je treba, kaj bi kdo moral, kaj ne, kakšna je zakonodaja, kakšen je pravni okvir in podobno, pa v vsakem primeru lahko že zdaj ugotovim, da ti njeni občutki, da so bili verjetno nepotrebni. Ne, vse to bi se lahko izvedlo na mnogo boljši način, z odprto komunikacijo, če bi vsi pravočasno pristopili k težavi oziroma izzivu, ne, če bi pravočasno začeli razmišljati, kako dijakinji nekaj omogočiti, na kakšen način, kaj je vse potrebno, ne, in bi to na en tak prijazen, normalen, jasen, odziven način tudi skomunicirali, ne. Bi bilo precej manj teh negativnih občutkov, ki so en pač problem zase, ne, ki bi lahko v bistvu, lahko bi rekli, da je to že neka svoj vrsta oblika diskriminacije. Magistrica Branka Hrazde-Beljak, kaj je po vašem šlo v tej komunikaciji narobe, da je šele, ko se je poslužila pomoči zagovornika in medijev, dijakinja bila slišana? Tako, najprej moram povedati, da mi kot ministrstvo smo bili za zadevo seznanjeni tako kot večina vseh ostalih iz medijev. Kasneje smo dobili tudi novinarsko vprašanje in pridobili nekatere informacije strani šole. Dejstvo je, da nam je žal za vsak zaplet, do katerega prihaja, ampak tukaj je bila prav gotova. Komunikacija ni bila dosti jasna, dosti na pravem mestu, pravočasna. Moram pa poudariti, da je šlo za dejavnost, ki ni bila del šolskega programa, temveč za ekskurzijo, ki jo je agencija organizirala za dijake, ki so to želeli. In seveda se ima vsak dijak, ne glede na to, ali ima invalidnost ali ne, pravico prijaviti na tako ekskurzijo, tako da vsega tega lahko rečem, da nam bo to dobra šola, kako podobne stvari komunicirati v bodoče in se izogniti takim medijskim zapletom, ne glede na to, kako bo na koncu rešitev sprijeta. Namreč takih primerov je vsako leto nekaj. Mi izvemo zanje, če šole zaprosijo za mnenje, pomoč in največkrat najdemo kakšno rešitev. Težava je pa vedno pri nadstandardnih ekskurzijah, ki prinašajo določene, običajno kar visoke dodatne stroške. Magistrica Toman, smo že rekli, ste tudi članica predsedstva NSIOS-a, Nacionalnega sveta invalidskih organizacij.
Oglasili ste se tudi v tem primeru in poudarili pomanjkljivosti pri zagotavljanju popolne inkluzije otrok s posebnimi potrebami. Kaj je šlo po vašem narobe v tem primeru in kaj bi lahko šlo bolje? Ja, ta primer je v bistvu tipičen pokazatelj razkoraka med tem, da imamo pravice zapisane v zakonodaji, tudi v mednarodnih konvencijah, ki prav tako zavezuje Republiko Slovenijo, pa med tem, kaj se potem dogaja v življenju, torej kako so te pravice dejansko implementirane, uveljavljene. In to, kot rečeno, je tipičen primer. Vemo, da zakonodaja določa, da imajo dijaki, če govorimo o srednješolskem izobraževanju, pravico, tudi dijaki s posebnimi potrebami, da se enakopravno vključujejo, da imajo to enake možnosti sodelovanja v izobraževalnem procesu, pa tudi v vseživljenjskem učenju. Tukaj lahko govorimo, če ni to nek redni program, pa lahko rečemo, je pa neka vsebina vseživljenjskega učenja nenazadnje. Vse oblike izobraževanja bi morale biti dostopne tudi invalidom. V tem primeru očitno smo pa prišli v tem razkoraku, da se najprej pomisli, kje bodo težave, kako se nekaj ne da, kako je mogoče se pa lahko izognem izvajalec te obveznosti, je kje kakšna alineja, kjer pa obveznosti ni, in morda je to bil razlog, da je šla potem tudi komunikacija v napačno smer. Torej, da ni bilo že v osnovi tega zavedanja, da vendarle v 21. stoletju se da z različnimi rešitvami omogočiti marsikatero aktivnost tudi gibalno oviranim, pa tudi drugim dijakom z osebnimi potrebami oziroma invalidom. In tu je morda ta pripravljenost, ta volja umanjkala, ki je pa lahko posledica tudi pomanjkanja informacij. Ne bi želela obtoževati, da nekdo nekaj noče, ampak zaradi pomanjkanja informacij, nepoznavanja se marsikdo ustraši, se boji prevzeti odgovornost za udeležbo dijaka, ki ima neke specifične potrebe, in potem se jim zdi lažja rešitev, da se pač te aktivnosti ne udeleži. Gospa Nives Počkar, vi kot predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije gotovo poznate takšne in podobne primere iz realnega vsakdanjega življenja šol. Kako bi vi lahko pokomentirali to, kar se je zgodilo? Jaz moram reči, da z ravnateljem nisem govorila, ker nisem želela v bistvu biti informirana na ta način, ampak jaz sem prepričana, da je bila premajhna pozornost usmerjena zato, ker ni šlo za obvezen del šolskega programa. Čeprav to ni izgovor, da se razumemo. Če bi bil to obvezen šolski program, je šola dolžna in šole tudi delamo in ni. Ko je pa nadstandardna ekskurzija, moramo vedeti, da se jo ne držijo nekateri dijaki tudi zaradi ekonomskih tveganj ali pa ekonomskega stanja. Vsi pa so najbrž mislili, saj ni nujno. Ta nujnost je. Ampak vseeno imamo mi tukaj dijaka s svojimi pravicami in se mi zdi mogoče, da se bolj usmerimo v to, kaj lahko mi naredimo, ne glede na to, da gre nujnost. Ampak se mi zdi, da v tej komunikaciji, ki je vsekakor zgrešila, to moram poudariti, ker jaz sem ena izmed tistih, ki se zelo borim, da turistične agencije ne hodijo v šolo, to moram povedati, ampak se to skomunicira v šoli in s sodelovanjem, je najbrž šla v napačno smer prav zaradi tega, ker ni šlo za obvezno izobraževanje. Se pa strinjam z dr. Toman, da vsaka aktivnost, vsaka dodana življenjska izkušnja doprinese k razvoju človeka, k učenju in ne vem, zakaj bi ta deklica pa kdorkoli bil za to prikrajšan. Meni je zelo žal, da je šla ta komunikacija v to smer in veste to, da vemo, da se da, najbrž kažejo zdaj rezultati, da se bodo lahko dogovorili. Ni bilo pa to potrebno. Tako se mi zdi, da bi lahko prej se začeli pogovarjati, kaj je možno, kaj ni možno. Mogoče bi deklici tudi povedali, da mogoče res ni možno. Jaz ne vem, ali je bil vlak ali je bil avtobus ali karkoli je bilo. Moramo se pa nekaj zavedati. Ko gre za nadstandardno ekskurzijo, so vsi stroški na strani staršev. Takrat pa šola ne sme porabiti javnega denarja in seveda v tem primeru, ne vem res, je bilo tu kakšen zaplet na tej točki, ampak vsekakor tudi, če bo šla, vse stroški spremljevalca dodatno opreme so stroški dekleta oziroma skrbnika oziroma staršev, ker ne poznam primera. Gre za to, a veste, pri nadstandardnih ekskurzijah
preračunamo tudi, koliko je vrednost učiteljevega dela. Ne? In te nadstandardne ekskurzije znajo biti zelo, zelo drage. In tudi v tej smeri, po mojem, smo mogli enkrat začeti pogovarjati, če s tem omogočimo vključenost vseh v naši družbi. Doktorica Murgel, kako kot pravnica, sodnica, kot avtorica knjige Varstvo pravic oseb z invalidnostmi, pa tudi iz življenjskih izkušenj gledate na zgodbo te dijakinje? Jaz na to gledam predvsem z vidika informiranosti vseh, predvsem šole, delavcev na šoli, ki so bili udeleženi v tem konkretnem primeru. Zdaj jaz čist podrobnosti popolnoma seveda niti ne smemo omenjati, niti ne poznam, ampak velikokrat je po mojih izkušnjah težava ravno v tem, da tisti, ki delajo z osebami z invalidnostjo, so premalo informirani o pravicah na tem področju in potem je prva reakcija nekako odpor, kaj bomo zdaj naredili, in morda prva reakcija je pač, da pa kar odrinemo, ampak to v sedanjem sistemu, kot ga imamo, kot imamo pravno urejeno, formalno, pač ni dopustno. Tako da mislim, da bi bilo potrebno narediti čim več na ozaveščanju tudi strokovnega kadra, ki se ukvarja, ki dela z otroki s posebnimi potrebami, z otroki z invalidnostjo, da pridobijo znanja na tem področju in bi potem teh stvari bilo bistveno manj, pa dobijo strokovno podporo, pa tudi recimo da dobijo informacije tudi o zagovorniku načela enakosti, kaj so vaše naloge in kako lahko zagovornik pomaga na tem področju, in tudi, da tudi otroci, osebe z invalidnostjo dobijo informacije, na koga se lahko obrnejo, ker tisto na medije pa je zadnja možnost in takrat so najbolj izpostavljeni ravno otroci in jim še najbolj otrokom škodi takšna izpostavljenost v medijih. Tako da jaz bi res poudarek dala na informiranosti, recimo tukaj v tem primeru ravnatelja, učiteljev, ki so sodelovali pri tem, enako kot vseh drugih inštitucijah, ki se ukvarjajo z otroki, kjer otroci sodelujejo v določenih postopkih. Tudi na sodišču imam to izkušnjo, da je še možno narediti več na seznanjanju, informiranju vseh, ki se z otroki ukvarjamo in še posebej z otroki z invalidnostjo, da bi tu lahko bilo manj težav, če bi se bolj usposabljali na tem področju in bili bolj informirani v smislu večje inkluzivnosti in razumevanja, širšega razumevanja, pravilnega razumevanja, kaj je to v bistvu vključevanje, kaj pomeni vključenost in dostopnost za osebe z invalidnostmi. Nekaterim se nam je pri osrednjem državnem organu za varstvo pred diskriminacijo zdel eden osrednjih sistemskih problemov, da šole dejansko konkretno ne vedo, kaj pomeni vključevanje, inkluzija, kaj pomeni zagotavljanje univerzalne dostopnosti, kaj konkretno sploh šole morajo zagotavljati, katera zakonodaja to ureja. Zdi se, kot da prihaja med zakonodajo, ki ureja izobraževanje, zakonodajo, ki ureja izenačevanje možnosti invalidov in mednarodno konvencijo o pravicah invalidov, ter zakonodajo, ki ureja varstvo pred diskriminacijo, do protislovij, diskrepanc, kontrapunktov. Magistrica Toman, kaj je torej inkluzija? Moramo invalidom zagotavljati vse ali samo določene segmente izobraževanja? Ja, če skušam nekako preprosto opisati, marsikdaj v preteklosti, ko se je govorilo o tem, da ne bodo izobraževalne ustanove dostopne tudi otrokom s posebnimi potrebami, se najprej pomislilo na to, da je treba premostiti fizične ovire. Recimo zgradimo klančino, zgradimo dvigalo, pa smo naredili šolo dostopno. Ampak to je samo en manjši
segmenta. Ne. Dostopnost mora biti razumljena v tem polnem pomenu možnosti sodelovanja, torej ne samo fizična dostopnost, tudi dostopnost do informacij, do komunikacije v prilagojeni obliki, če jo dijak potrebuje, do sodelovanja v vseh aktivnostih, ne samo do tega, da pride fizično do razreda, ampak da je lahko vključen tudi v obšolskih dejavnostih, torej v različnih krožkih, v popoldanskem druženju, v ekskurzijah, če se vrnemo na ta primer. Skratka, v vseh aktivnostih, ki jih posamezen dijak v času šolanja lahko izkusi. Torej ne gre samo za fizičen prostor, gre tudi za informacije, tudi za dostopnost gradiv. Tudi tu vemo, da imamo v našem sistemu še vedno težave, da nimajo vedno vsi otroci gradiv že 1. septembra v vseh prilagojenih oblikah. Vsaj še nekaj časa nazaj je bilo tako, upam, da se to že izboljšalo. Seveda pa tukaj šola trči ob splošno vprašanje zagotavljanja dostopnosti v družbi. Torej, ko se dijaki vključujejo aktivnosti na terenu, je šola takrat se sooči s tem, da pa kot je bilo tudi kdaj omenjeno, da na destinaciji, kamor gredo, ni zagotovljena dostopnost, da ni zagotovljen dostopen prevoz, recimo javni potniški prevoz. Tako da se tu prepletajo, ne, v času odraščanja, v času šolanja se dijak sooča ne samo z dostopnostjo v šoli, ampak v celotnem družbenem okolju in enako vodstvo šole, ko organizira aktivnosti izven šolskega področja, ravno tako se lahko sooči s tem, da mora vlagati več naporov za to, da lahko omogoči sodelovanje vsem, zato ker v naši družbi še ni polni meri doumeto, kako mora biti dostopnost zagotovljena, kaj vse to pomeni. In seveda, če govorimo o inkluziji, možnost enakovrednega sodelovanja v vseh aktivnostih, ki so namenjene vsem. Magistrica Hrast Debeljak, vem, da želite še pokomentirati, bom še dodal svoje vprašanje. Na ministrstvu ste se odzvali, da morajo v skladu s šolsko zakonodajo šole vsem zagotavljati samo obvezne vsebine, ne pa nadstandardnih. Ima taka delitev na obvezne in na standardne pravno podlago? Kje je ta pravna podlaga in kako je usklajena z Mednarodno konvencijo o pravicah invalidov in Zakonom o varstvu pred diskriminacijo? No, mogoče bi vseeno malo drugače povedala, ta odgovor ni bil peljan točno tako, ampak začela mogoče kar združi obe vprašanji. Namreč dostopnost tudi mi razumemo kot celostno odpravljanje arhitekturnih, organizacijskih, komunikacijskih, didaktičnih, digitalnih in socialnih in še kakšnih drugih ovir. V bistvu je najlažje rešljiva težava zagotavljanje fizične dostopnosti in to področje smo naslovili. Mi smo samo v zadnjih 3 letih v 91 zavodov z projektom vrednim dobrih 18 milijonov zagotovili fizično dostopnost in pa vse potrebne oznake, daktilne oznake za učence in obiskovalce z motnjami vida, in to je v bistvu lažji del celotne naloge. Večji izziv pa je zagotavljanje vsega ostalega. Torej, en od izzivov je prav gotovo zagotavljanje dostopnosti pri vseh dejavnostih zunaj razreda, kot so ekskurzije, športni dnevi, tabori, praktično usposabljanje, tudi praktičnega usposabljanja z delom pri dijakih poklicnih šol, in tukaj smo jasni. Vsi dijaki in vsem dijakom mora šola zagotavljati enake možnosti in tudi vsi s tem povezani stroški so pokriti strani ministrstva. Stroški spremljevalcev, okrog 60 spremljevalcev je v letošnjem šolskem letu dodatno plačanih, so pokriti, in tudi na vseh dejavnostih izven šole ti spremljevalci spremljajo dijake in imajo dijaki enake možnosti. Podobno velja za vse druge ekskurzije. Vodimo veliko vlagamo v ta mehkejši del, ki je v bistvu teže naslovljen. Samo ta hip peljemo 4 pomembne akcije ali pa promete ali pa projekte, kako bi izboljšali te bolj mehke veščine, pedagoško delo s temi dijaki, kako delati na praktičnem usposabljanju z delom, kar je poseben izziv v delovno okolje poslati take dijake. Vodimo mrežo inkluzivnih šol, gluho slepoto, predvsem z namenom, da vse
usposobimo in ozavestimo o tem, kako je nujno vsem zagotavljati enake možnosti. Vedno pa bomo, tako kot je kolegica Nives omenila, pač po zakonodaji zagotavljamo, mi smo pristojni za izvajanje rednega programa. Žal v srednješolski prostor vstopajo tudi zgodbe, kot so ekskurzije. Mi menimo, da je prvenstvena naloga šol izobraževanje in ekskurzije v okviru pouka so v celoti in pokrite in spremljevalci zagotovljeni za vse dijake, ne glede na njihove morebitne ovire, tako da tukaj smo nedvoumni. Vsa pravila in vse pravice vseh oseb, vključenih v izobraževalni sistem, morajo biti zagotovljene. Je pa bilo že prej omenjeno in mislim, da je prav, da povemo tudi mi, trenutno je prav gotovo največji kadrovski izziv. Na eni strani splošna osveščenost vseh tisočev zaposlenih vključenih v pedagoški proces, posebej pa še pomanjkanje ustrezno usposobljenih strokovnih kadrov, specialnih pedagogov, rehabilitacijskih pedagogov, logopedov in drugih strokovnjakov, ki ne samo, da pomagajo tem dijakom, ampak tudi šolske sredine zelo dobro osveščajo o tem, da je treba vse te pravice in spoštovati in zagotavljati. Kar se pa tiče vprašanja, smo pa nedvoumni. Vsi dijaki, ne glede na kakršnokoli oviro ali drugačnost, imajo enake pravice dostopnosti do izobraževanja. Če pa se šola odloči ponuditi nadstandardni program, ki je plačljiv, ali mora pri tem upoštevati zakonodajo, ki pravi, da se ne sme diskriminirati na osnovi osebnih okoliščin, oziroma zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki pravi, da je treba vsem invalidom vse zagotavljati, in pa tudi mednarodna konvencija. Zakaj ponuja nečesar nekaj, če ne more zagotavljati zakonitosti izvajanja tega, kar ponuja? Ja, tukaj moramo vedeti, da te ekskurzije v bistvu ne izvajajo šole, ampak turistične agencije, ki jim šole odpirajo svoja vrata, tako da šole, kar izvajajo, sigurno zagotavljajo vsem enako. Kar je v okviru šol, vam si upam trditi, da ni šole, ki bi si upala ali pa ki bi pomislila na to, da ne bi vsem zagotavljala. To je pa res to nesrečno sivo polje, ker v bistvu niso v prekršku šole, ampak so prekršku agencije, na katere se dijaki direktno prijavljajo. Jaz mislim, da ne glede na to, kdorkoli nekaj razpisuje, si imam jaz, tako kot vsi ostali, enako pravico prijaviti. Zaplete se pa, tako kot je rekla kolegica Nives, običajno pri plačilu, ker ti stroški ne smejo biti pokriti iz javnih sredstev, ker niso del javno veljavnih programov. Občasno pa tudi, tako kot je nekdo že omenil, tudi organizacijske težave, ki jih bodisi organizatorji, v tem primeru agencije, ali izrabijo, da nekoga ne bi pač vzeli, ker bi jim to povzročilo določene skrbi. Lahko bomo pa tudi, se upam trditi, tudi agencije, ki vse poskrbi, pa se na mestu samem zgodijo težave z dostopnostjo prometa, ampak to so pa stvari, ki jih potem rešujejo v okviru same akcije. Tako da jaz si upam trditi, poznam samo razmere srednjih šol, da na področju rednega izobraževanja ni primerov, ko bi bil kdo, oziroma jaz nisem nikoli slišala za primer, ko bi bil kdo na tej podlagi diskriminiran. To sivo polje ekskurzij, ki pomenijo šolam običajno dodatno publiciteto, reklamo, ker srednje šole so pač na nek način na trgu, se borijo za svoje dijake, pa so zadeva, ki jo bomo mogli prav gotovo nasloviti, predvsem v odnosu do tistih, ki to organizirajo, to pa so turistične agencije. Dr. Kokol, ste hoteli besedo, hkrati pa seveda tudi turistične agencije so zavezane spoštovanju zakona o varstvu pred diskriminacijo. Se strinjam. In eno je področna zakonodaja, v tem primeru šolska, ki določa, kaj šole morajo, kaj lahko, kar je obvezno, kaj je, včasih smo imeli to obvezne, izbirne, obvezne izbirne vsebine in podobno. Ne? Pač to je določeno s to zakonodajo, ampak imamo pa tudi zakonodajo varstva pred diskriminacijo, zakon o varstvu pred diskriminacijo, zakon o izenačevanju možnosti invalidov, horizontalno zakonodajo, ki pa nasplošno prepoveduje diskriminacijo oziroma zapoveduje zagotavljanje enakih možnosti z nekimi ukrepi, prilagoditvami. In ta zakonodaja, recimo ZIMI, zakon o izenačevanju možnosti invalidov, govori v členu, ki govori o izobraževanju, govori zelo splošno. Ne? Pravico
pač, da imajo invalidi pravico do primernih prilagoditev šolskega oziroma študijskega procesa, torej individualnim potrebam invalida na tem področju. Zdaj pa, kaj pa tukaj pomeni vse izobraževanje, ali je to samo obvezen program, ki je javno financiran in ga šola mora in podobno, to je pa zdaj posebno vprašanje. Zakonodaja na področju varstva pred diskriminacijo ne varuje ljudi pred diskriminacijo, pa ne zapoveduje zagotavljanje enakih možnosti samo pri najbolj trdih pravicah. Ne? Vsak ima pravico, da se izobražuje po javno veljavne nekaj, ne? Ampak tudi pri storitvah ali pa pri ugodnostih ali pa karkoli je na trgu. Tako da v resnici imamo tukaj dolžnost nediskriminiranja pri dostopu do nekih turističnih storitev, v tem primeru pa je to, kako se to povezuje s šolo. Ali je to čist nepovezano s to šolo, ali je povezano s šolo, ali je to posredno povezano s šolo, ker država je že zdavnaj ugotovila, da izobraževanje ni samo ta osnovni program, ampak zagotavlja država tudi štipendije, pa subvencionirane ali pa brezplačne prevoze, pa učbeniške sklade, dijaške domove in vse to, kar spada zraven, da ima nekdo v praksi enake možnosti za izobraževanje. Zdaj, če ne gre na izlete ali pa se ne udeležuje nekih interesnih, šolo povezanih dejavnosti ali pa maturantski izlet ali pa karkoli, ali je to v redu, ali smo že to zunaj izobraževanja, ali je to del vzgoje izobraževanja in vsega tega, kar bi šolstvo naj nudilo, socializacije, povezovanja in v skladu z zakonodajo ali pa belo knjigo izobraževanju, vse to spodbujanje sočutja, enakosti, solidarnosti in vsega tega učenja. Tako da meja, kaj je obvezno, kaj ni obvezno, je tukaj zelo relativna. Doktorica Murgel, potem bom pa dal še besedo gospe Počkar. Kako torej vi kot pravnica, sodnica gledate zdaj na te zaplete? Kje imamo torej ta problem? Ja, jaz mislim, da moramo razlagati, tudi če je kakšen konflikt med neskladje med zakonom o izenačevanju možnosti invalidov in zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja, pač te področne zakonodaje, pa varstvo pred diskriminacijo, da vsekakor moramo izhajati vsi skupaj, ko izvajamo zakonodajo iz tega osnovnega načela, da mora vse skupaj biti v skladu z konvencijo o pravicah oseb z invalidnostjo, ki pa postavlja zelo visoke standarde, ker naši zakoni morajo biti v skladu s to konvencijo po naši ustavi, ki to določa. In kadarkoli to razlagamo, kadarkoli uporabljamo, je to mora biti osnovno vodilo. In tukaj tu gre v bistvu za razumno prilagoditev, ki jo je šola dolžna zagotoviti v vsakem konkretnem primeru in mora dokazati, tu so zelo strogi standardi, dokazati, da je bila neizvedljiva razumna prilagoditev, da bi povzročila resne finančne posledice, pa da bi popolnoma spremenila naravo dejavnosti. In konvencija gre zelo široko v tem obveznosti države, da zagotavlja razumno prilagoditev. Torej, skozi njo pridemo do dejanskega vključevanja, do dejanskih odprav ovir. Če zdaj, tu je res vprašanje za razpravo. Zdaj, če šola omogoča, da se v okviru pod nekako v njenem okolju organizira ena taka ekskurzija, ne organizirajo šola neposredno sama, saj razumem, ampak vendarle brez tega okvirja šolskega tudi agencija dovoli dostop agenciji. To je zelo kar tako zdaj odmahniti, reči, da pa tu zdaj ne gre za vlogo šole, da šola pa nič nima s tem, se pa težko strinjam. Torej, verjetno bi bilo treba, prepričana sem, da bi bilo treba tudi morda to področno zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja dopolniti
v tej smeri, da se še sploh glede tega vprašanja razumne prilagoditve določneje uredi to vprašanje, da navodila šolam, čeprav nikoli ne moremo vseh zdaj konkretnih zadev urediti, ampak vendarle, da se približa v teh standardih konvenciji o pravicah oseb z invalidnostmi. Gospa Počkar, ste si pisali Ja. pripombe, če združite vse pripombe z vašim znanjem praktičnim, kaj nam boste povedali? Najprej vam bom povedala, da se ne morem strinjati z vami, da šole se ne prilagajamo ali pa da mogoče sistem. Pa gremo najprej na ovire. A ne? Naše ministrstvo že leta in leta omogoča denar za kakršnokoli napravo, klančino, dvigalo. Ne? In se mi zdi, da gre ta naša debata v pravo smer, ker tu smo naredili kljukico. Vsaka šola ima možnosti, so denarja je veliko in proaktivnost ravnatelja je pa tista, ki bo naredila malo več v tej smeri ali pa malo manj. Ne? Če vas samo za sekundo prekinem in to seveda potrdim, ko sem se pogovarjal s predstojnikom, imamo tudi to posneto, je ravno odziv Ministrstva za šolstvo na področju dostopnosti prostorov, reakcija ministrstva je bila zgledna. Poslušali, prebrali so priporočila, se angažirali, popisali nedostopnosti in naredili plan, kako te nedostopnosti odpravljati. Tako da na tem polju smo res kljukico naredili in se stvari počasi urejajo. Ampak ker imate pa vi večjo moč na momente, kot mi, vam povem, da bo treba mogoče še Zavod za varstvo kulturne dediščine na posameznih območjih še bolj ozaveščati, čeprav mi smo zgledni primer, mi imamo staro hišo, zelo, zelo staro, pa smo vse naredili z njimi. Tukaj nimam nobenih težav. Je pa res ta proaktivnost je potrebna in seveda prilagoditve. Ne morem se strinjati z vami, doktorko, koliko rečete, da je meja med obvezno in neobvezno. Meja je strogo določena. Ampak sprašujemo se, zakaj invalid bi mogel biti samo na obvezni, zakaj ne bi šel na neobvezni. To je vprašanje. In tu moramo več narediti. Jaz sem prepričana, da noben moj kolega, noben ravnatelj zavestno ne krši konvencije, ne krši nobenega zakona, če ga ne pozna, je pa drugo vprašanje. Tu pa nisem več tako prepričana. Ampak enaka možnost ne pomeni tudi enaka obravnava. Zato, ker enaka možnost pomeni prilagoditev, če govorimo o invalidu. Mi smo imeli slepe dijake, gluhe dijake, za vsakega posebej je potrebno narediti svojo prilagoditev. In to se mi zdi, da ravnatelji delamo, da imamo to empatijo, to intuicijo. Ko gre pa najbrž za fizično oviro, bi pa potrebovali več znanja, se strinjam, vsi ga imamo zmeraj premalo, mogoče kakšne napotke, da bi omogočili čisto vso prisotnost. Vemo pa pri poklicnih in strokovnih šolah, da invalidnost pa včasih je težava za upravljanje poklica. Bodimo pošteni. Variti, naprimer, pa veste, pa smo imeli dijaka brez obeh rok, pa je tudi put naredil, pa maturo, pa vse. Se pravi, se da, vendar so prilagoditve in tako posploševati ne smemo, zdaj, če imamo mi pač slabo prakso. Imamo tudi zelo veliko dobrih praks. Pomembno se mi zdi to, da bi v družbi poudarili, kako je pomembno, da je vsak, ali invalid ali invalid, lahko vključen v družbo, v šolo, v vse dejavnosti. Bodimo pa pošteni, mi s temi nadstandardnimi ekskurzijami, z dodatnimi razslojujemo družbo. Zato, ker nimajo vsi denarja za to. Zdaj, a so to neenako možnosti? Seveda so. Nimajo vsi enakih možnosti. In moja naloga, če vodim neko inštitucijo, je pa ta, da omogočim vsem enake možnosti, da se potrudim, da se pogovarjamo, da poiščemo pomoč. Se mi zdi, da je zelo pomembno tukaj sodelovanje starši, sodelovanje z organizacijo, ki pač mogoče je vključen ta otrok, ampak veste, ne da se zmeraj z vsemi starši. Verjemite mi, z vso dobro voljo imamo tudi mi kakšno oviro, ki mogoče včasih ne bi bila potrebna. Še enkrat, kar se mi zdi pa bistveno pri vsej stvari,
moramo se pogovarjati, moramo pokazati empatijo, moramo poiskati rešitve, moramo poskušati poiskati rešitve, ne glede na to, ali je to obvezno ali neobvezno. Če je pa neobvezno, bo pa več stalo. To je pa treba vedeti, ampak stalo bo več ne državo, stalo bo več tistega posameznika, ki si želi to, kar sem že prej povedala. Tako zaenkrat. Pridemo do problema, da je tudi premoženjsko stanje, socialni položaj, osebna okoliščina, zaradi katere je diskriminacija prepovedana. A ne? Ja, in koliko jaz vem, se to tudi na nek način rešuje. Ne? Šole imajo sklade, poskušajo odpraviti te razlike. To se pravi, da se omogoči tudi manj premožnim, da sodelujo v nekih aktivnostih šole, zdaj pa do kam to seže, do katerih dejavnosti, pa ne vem. Jaz imam otroka v vrtcu in počasi zdaj kmalu se odpravljajo na tečaj smučanja, ki sigurno ni del obveznega programa, pa se za nekatere to krije iz sklada in tako dalje. Tako da verjetno se da, ne, tudi sredstvi pokrivati te neenakosti, zagotavljati enake možnosti. Manj premožnim za tiste z invalidnostmi pa v vsakem primeru, ne. Imajo tudi otroci, tudi v vrtcu mojega otroka imajo spremljevalce zaradi nekih posebnih potreb. Bomo dali besedo gospe Debeljak, ker je dvignila roko že nekajkrat. Pa bi kar se tiče šolskih skladov, bi vseeno povedala, ti skladi, sredstva se zbirajo s sredstvi sponzorjev, donatorjev, dobrodelnimi akcijami staršev, prispevki staršev in na večini srednjih šol ti skladi pomagajo dijakom pri plačilu obveznosti v okviru obveznega programa, kjer je pa menica jasna, to je že Nives povedala, torej tudi obvezne ekskurzije, geografska ekskurzija na obalo, kulturni dan v Ljubljani, športni dnevi, vse to šole pomagajo in zagotavljajo kriti te stroške. Moramo biti pa realni. Na eni večji ljubljanski šoli, kjer je recimo 1000 dijakov, pa razpišejo ekskurzijo za 700-800 evrov, si jo tudi polovica tega ne more privoščiti. To je nadstandard, izvaja agencija in pričakovati, da bi šolski skladi take stroške pokrivali za vse tiste, ki ne zmorejo, je pa težko. In to je tisto mejno polje, zaradi katerega prihajamo do teh neenakosti. Se strinjam, tudi malo v katerem vrtcu, če bi bilo veliko otrok, če bi bilo to eno ruralno okolje z nizkim socialnim položajem staršev, ki imajo nižje dohodke, bi lahko bilo 2/3 staršev, ki si teh stroškov ne morejo privoščiti. In tukaj je to polje, pri katerem moramo biti zelo previdni, kako vsaka posamezna šola oblikuje obvezni program skupaj z strokovnimi ekskurzijami vsem tako, da ne prihaja do teh neenakosti. In tukaj je velika odgovornost vodstvu šol. Bi še kdo pokomentiral? Zdaj smo naredili en preskok pri osebnih okoliščinah, smo šli na premoženjsko stanje. Da. Pri invalidnosti je verjetno malo drugače, ker je ta obveza mnogo bolj stroga in ni izbire. Ne moreš reči, mi ne bomo naredili klančine ali pa dvigala, ker to preveč stane, ker ne moramo, ker teh izgovorov smo že mnogo slišali, ampak ko gre za invalidnost, so obveze drugačne in moramo biti mnogo bolj striktni. Gospa Počkar? Želela sem z doktorjem Kokotom podeliti to, da veste, mi ali pa v državi, kjerkoli ni te logike, ne ločujemo potem, kaj je obvezno in kaj ni obvezno. To, kar je obvezno, je pokrito z vsemi šolskimi. Seveda naša miselnost pa res najbrž gre premalo v to, da pač invalid ali pa pravice, ki jih imajo invalidi, pa te ločnice ne zaznava. In tu nas je treba seveda izobraziti. Na tem mestu se seveda z vami strinjam lahko. Vem pa, da razmišljamo vsi, ki smo na tem položaju, o več obveznem delu kot neobveznem. Seveda vse konvencije in pravila pa tega ne ločijo. In se mi zdi, da je tu problem, da se tu moramo začeti pogovarjati. Meni je všeč, kaj je rekla gospa Tomana, zakaj ne bi tudi to dekle šlo nekam in pogledala in imelo to dodano vrednost. In mi pač tudi vsega ne zmoremo, to je treba vedeti.
tudi vsega ne znamo in zato ste vi take inštitucije, ki nam seveda lahko pri tem pomagate. In jaz imam že vrsto dobrih idej, kako bi to sodelovanje lahko v bistvu izboljšali, nastati izobrazili in bomo začeli tudi na ta način razmišljati, ker sem prepričana, da se z njim vsi strinjamo. Ampak vedeti pa moramo, če smo mi bom rekla, dolžni izpeljati obvezni program, bomo vse šolske sklade, to vse mi delamo, pomagamo, kupujemo, še mnogo več, bolj da ne govorim, ne, da bodo rekli, kaj vse počnemo, ampak res pa je, da smo usmerjeni v ta obvezni del in ne razmišljamo toliko o neobveznem delu. To pa z vso svojo odgovornostjo trdim. Gospa Počkar, ste že nakazala eno rešitev. Gremo v zadnji krog, kjer razmišljamo o rešitvah za te probleme. Ena izmed rešitev so izobraževanja zagovornika načela enakosti za ravnateljice in ravnatelje, recimo. To se mi zdi izvedljivo, čeprav bo odločal predstojnik. Ampak jaz vas povabim že 1.7. na posvet, ki ga organiziram in boste prvi na vrsti. Super. Resno. Naš organ organizira tudi usposabljanja, tako da tle smo na skupni valovni dolžini. Zdaj pa, če gremo en krog in vsak pove, kje vidi rešitve za zagotavljanje dostopnosti in inkluzivnosti, pa za te največje težave, ker se srečujemo na tem področju. Ja, kar izvolite, gospa Murgel. Jaz eno od možnosti vidim v morda spremembi, izboljšavi, bolj natančni določitvi v zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja, da bi bolj jasno se opredelilo način, okvir določitve razumne prilagoditve, tudi obveznost dostopnosti vseh šolskih dejavnosti, mogoče neke standardizirane postopke, kako se presoja, kaj je ta razumna prilagoditev in kaj je dolžna šola še zagotoviti, zato da ustreza standardu razumne prilagoditve in da ne gre potem za diskriminacijo, da ne diskriminira, da enako obravnava. In da se tudi to vprašanje teh dela tega, ki ne spada v obvezni program, pač nekako ali zajame v tem zakonu oziroma v pravilnikih, da se o njem razpravlja in da pride do nekih navodil za šole, če želite, kako naj ravnajo v teh okoliščinah. Zelo se mi pomembno pa zdi ozaveščanje javnosti, to, s čemer sem začela, in celotne družbe o tem modelu sploh invalidnosti, o pojmovanju invalidnosti. Pomembna je naša empatija, ampak mi želimo, in sem prepričana, da tudi zagovornik enakosti zagotavlja socialni model invalidnosti. Družba je dolžna zagotoviti, odpraviti ovire za to, da se za osebe z invalidnostmi ne gre za neko empatijo, za humanitarni model, mi pa zdaj to želimo, mi smo dobrega srca, ampak je družba dolžna odpraviti po socialnem modelu invalidnost. Dolžna je, to ni nekaj, kar zagotavljamo milostno, pač, ker smo dobri posamezniki. Vse to je lahko v redu, ampak mislim, da mora prevladati, da moramo narediti čim več na tem, da pride do te razumevanja, te miselnosti modela, da ga sprejmemo v družbi, da na vseh ravneh v izobraževanju, še posebej, ker tam nastajajo novi odrasli posamezniki, da to razumevanje, dojemanje invalidnosti dvignemo čim bolj na to raven, da razumemo, da je družba demokratična, moderna, kot želimo biti, v bistvu dolžna odpravljati ovire za zaključevanje oseb z invalidnostjo v družbo. Ne? In da ni to neka stvar zdaj miloščine. Naša inštitucija je sicer zelo napredna na tem polju in na osnovi konvencije zagovarja na človekovih pravicah utemeljen model. Ki govori o tem, da morajo biti vse človekove pravice zagotovljene vsem, ne glede na osebne okoliščine. Gospa Počkar,
kje vidite vi rešitve? Hvala. Na ravni sistema vidim rešitev v močnem povezovanju izobraževalnega, zdravstvenega in socialnega sistema. Zdaj na ravni posamezne šole vidim pa rešitev v rednem usposabljanju strokovnih delavcev in vodstev šol, uvedbo jasnih protokolov za izlete ali pa ekskurzije, če temu rečemo tako, ali bomo pa rekli za tisto neobvezni del mogoče. V bistvu pri načrtovanju da ne bi sami pri sebi večkrat uporabljali checklista, grdo sem se zdaj izrazila, no. In pa sistematično sodelovanje s starši in pa zunanjimi institucijami, ki jih pa mogoče tudi mi vsi ne poznamo vseh. Ne. To se mi zdi, da če bi sledili tem 5 točkam, da bi lahko, in to je, kot je rekla gospa, ozaveščanje in komunikacija, ker v bistvu zmer pride do problema, če se stvari ne skomuniciramo. Tako. Doktor Kokol? Ja, več ravni je tega, kjer lahko kaj naredimo. Ena je ta najbolj konkretna na ravni osebe, recimo odnos. To težko spremenimo. Ne, ampak je povezano neposredno s primerom, s katerim smo začeli, ne, s primerom konkretne dijakinje Nike. Ne, pač že odnos bi lahko bil drugačen. To se pravi, kako se človek do človeka odzove, ali mu dvigne telefon, kako mu nekaj razloži, pojasni, ga sprejme, ga potolaži, če je treba in podobno. Ne. To nikjer ne piše, kaj kdo mora narediti, gre samo kako nekdo čuti, kaj mora narediti. Ne, pač ne zdaj pravice, dolžnosti, ampak ne kaj moram, ampak kaj lahko ta pristop, ne, kaj lahko naredimo, pa kaj se nam zdi prav, da naredimo. Ne, pač to na tej osebni ravni vsekakor. Gospod Toman uporablja tudi voziček, pa če bo zdaj rabila pomoč, ne vem, nekaj doseči, da bom zdaj prvo se vprašal, a veste, jaz sem še pa v službi zdaj, ali je to zdaj v sistematizaciji delovnega mesta, ali jaz to res moram, ali ne, ali sem v prostem času dolžan se odzvati, če me kdo nekaj prosi, ali ne, ali pač rečem, ja, seveda, ne, pač ne predstavlja mi to nobenega bremena, jaz lahko to naredim. Ne? In tudi šola se lahko vpraša, ali mi to predstavlja nesorazmerno breme, ali mi lahko to naredimo. Sprej, smo že pri drugi ravni izvedbi. Ta dijakinja, tudi v medijih je bilo povzeto, je poročala, da nekatere šole pa so izpeljali te ekskurzije z lahkoto, z gibalno oviranim dijakom je šla spremljevalka oziroma spremljevalec, ki je za tisto minimalno potrebo dodatno zagotovila še tudi tisto nego, ki jo itak zagotavlja tudi v času šolanja, recimo pomoč pri tem, da gre nekdo na stranišče. In je to šlo. Ne, in si je njena ena znanka ogledala Rim. Na enak način je šola to izpeljala. Stroške so si pa mislim, da takrat razdelili vsi, ki so se udeležili ekskurzije, kar tudi ni tako slabo, ne, v smislu neke solidarnosti. Se da, ne. Pa se to porazdeli, pa smo tam v podobnem sistemu kot pri šolskem skladu ali pa nekje, ne. Če res ni druge rešitve. Vsekakor imamo eno težavo očitno zakonodajo, ki ni usklajena s tem, kaj bi mi radi naredili na tem področju ali pa kaj veleva konvencije in druga zakonodaja področna na področju varstva pred diskriminacijo in podobno. Pol pa še ta big picture, ne, smo govorili konvencije, paradigme, usmeritve, kako strategije, bele knjige in vse to. Ne. Te stvari so sicer v redu zapisane. Ne. Mi, država sledi socialnemu oziroma družbenemu modelu invalidnosti. Ne. To paradigmo smo sprejeli, zdaj pa kako pa to v praksi izvajamo, pa je že vprašanje. Ne. Država se je zavezala, da bo sledila vključujočemu izobraževanju, inkluzivnemu izobraževanju. Šli smo v sistem usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in podobno. Ne. Smo rekli, da mi počasi bomo te otroke preusmerili v navadne, vredne šole, da bodo skupaj s svojimi vrstniki, ampak ali zdaj smo to samo omogočili na papirju ali dejansko to izvajamo. Ne, to se pravi, inkluzivno izobraževanje je paradigma, ki smo sprejeli, ampak v tem primeru pa nisem prepričan, če smo. Ne, smo bolj tam na ravni neke na poti segregacije, kjer so gibalno ovirani na posebnih zavodih, mogoče tam na pol nekje na integraciji. Ne, ta dijakinja je morala na drug konec Slovenije, da lahko biva v dijaškem domu, ki je dovolj prilagojen, da lahko na v njem biva med tednom, in izbrala je gimnazijo, ki je v bistvu nekaj metrov oddaljena od
dijaškega doma, to se pravi prvo gimnazijo, da ima blizu, da lahko premosti to oviro. In pisala se je na gimnazijo, čeprav bi bilo za njo lažje ostati na zavodi, ki ima sicer omejene izobraževalne programe, ampak ima več podpore. Ne, ampak ker mi spodbujamo inkluzijo, je šla na gimnazijo, kar je super, ne, z vidika sistema, ampak takoj že v prvih mesecih je naletela na ovire in teh ovir bo verjetno še kar nekaj do konca izobraževanja. Tako da imamo očitno en velik prepad med tem, kaj smo se zavezali, da bomo naredili, in potem, kako to prenesemo v zakonodajo, pa pustimo še potem tam izvedbo, ki pa še zaostaja. Ne? Jaz sem mislila, ker je kar nekaj tudi pa primerov dobrih praks. Mogoče bi tudi to vključevali res v ta izobraževanja tistih, ki delajo v šolah, pa predstavili kar nekaj dobrih praks na ta način. To tudi recimo delamo v pravosodju, ne boste verjeli, da predstavimo dobre prakse sodišč, in ko sem sama raziskovala to področje, sem tudi našla kar nekaj teh primerov in mogoče bi to bila spodbuda za ljudi, ki to delajo, ki se srečujejo s tem vsakdanjem življenju z konkretnimi dijaki, da bi vedeli, da zaradi nekako spremembe miselnosti, da pa se da in da ne vidijo najprej oviro in težavo, ampak mogoče izziv, in da na podlagi teh primerov pa ugotovijo, vidijo, da pa mogoče to ni tako nepremostljiva ovira in da nas potem ena taka izkušnja pa na koncu koncev vse obogati, tiste, ki imamo invalidnost in tiste, ki je nimamo. In tudi več takih nik bi bilo potrebnih, da se naučimo, da je potrebno se zavzeti za svoje pravice, glasno in z viri, ki so na voljo. Magistrica Branka Hrast Debeljak, kaj boste vi povedali, kje so rešitve? No, bom povedala najprej najboljši, pa kot sem rekla, že najlažji del. Smo čisto skoraj da pri koncu reševanja problema fizične dostopnosti. Vsi dijaški domovi, vsi zavodi za dijake in otroke s posebnimi potrebami in 63, oziroma vse šole, za izjemo 5 šol, ki zaradi varstva kulturne dediščine tega ne omogočajo, bodo ob koncu tega projekta, nekateri so se zamaknili leto 2026, omogočali tako fizično dostopnost, kot tudi dostopnost oziroma gibanje po prostorih in vse, kar je potrebno. Tako da ta del smo zelo dobro, mislim, da naslovili. Veliko pa nas izzivov prav gotovo še čaka pri izobraževanju, pri osveščanju, in tukaj nikoli mogoče tudi Zveza šol res je to odlična priložnost, da se povabi, da se osvesti tako ravnatelje kot na drugih področjih, mogoče v prvi vrsti svetovalne delavce in potem naprej tudi učitelje. Pa strinjamo se, da so potrebni jasni protokoli in pa enotni standardi, kako se prepreči izključevanje dijakov. Prej ste omenili nadstandardne storitve, tudi za obvezen del programa, za obvezne ekskurzije. Konec koncev ravnatelji se menjajo, vodstva šol se menjajo in tovrstni protokoli predvsem omogočajo, da ne glede na to, ali ima ravnatelj empatijo ali nima, ali ima znanje, ali sploh pozna pravice ali ne, se drži protokolov in že ti protokoli zagotavljajo enake možnosti. Prav gotovo pa je tukaj najboljša možna pot sodelovanja tako strokovnih služb ministrstva, zagovornika in najbrž še kakšnega strokovnjaka. Vse izkušnje kažejo, da so protokoli za kakršnokoli situacijo, naj bo amok, naj bo problem nasilja, najboljši način, da v sistemu vsak člen sistema reagira na najboljši možni način. Magistrica Toman, zadnja beseda je vaša. Hvala. Jaz se moram reči, da težko kaj čist posebej novega povem. Mislim, da so vsi sogovorniki že vse vidike osvetlili, pa mogoče, če strnem, jaz se zelo, zelo strinjam, da ključ je v znanju, v pretoku informacij, torej v komunikaciji in v sodelovanju, v razširjanju znanja, v komunikaciji o tem, kaj so sploh pravice, kaj je dostopnost, zakaj pravice invalidov, pa ne nazadnje drugih dijakov, zakaj je ta enakost za družbo tako pomembna, kaj pravzaprav določa zakonodaja oziroma kaj so te s predpisi določene obveznosti in kaj je njihov cilj. Če bo znanje dobro, kaj je cilj teh predpisov, bodo
ljudje hitro ugotovili, da si morda niso v nasprotju, ampak da se dopolnjujejo, če jih pravilno beremo oziroma jih tudi pravilneje tolmačimo in razumemo, če vemo, s kakšnim namenom so zapisani. Pa seveda zelo vesela sem bila omembe dobrih praks. Marsikje iščejo rešitve, pa zakaj bi vsak iskal od začetka. Če se lahko skomunicira te dobre prakse, bo marsikomu delo olajšano. In seveda na ta način se lahko tudi oblikujejo neke jasne smernice in protokoli, tako da je bilo že vse omenjeno, že težko kaj dodam. Bi pa mogoče še to dodala, da v zadnjih desetletjih je bil v resnici dosežen izjemen napredek. Če se jaz spomnim svojega šolanja, je razlika od takrat do danes res ogromna. Bi pa želela na tem mestu izpostaviti še en vidik, in sicer izkušnja inkluzije ni samo izkušnja otrok s posebnimi potrebami oziroma dijakov, ki imajo neko invalidnost, ampak je to tudi izkušnja njihovih sošolcev, njihovih prijateljev, tudi njihovih profesorjev. Namreč, kadar se uspešno izvede njihovo sodelovanje, da so lahko polno vključeni v vse aktivnosti, bodo tudi njihovi sošolci to odnesli kot neko pozitivno izkušnjo. In kasneje v življenju, ko bodo na svojih delovnih mestih kot pravniki, zdravniki, sami kot učitelji, pedagogi, kot mogoče tudi direktorji, kadroviki, pa tudi zaposleni v drugih poklicih, in bo ta izkušnja pomagala, da bo za njih same izvajanje njihovega poklica ob tem, da bodo imeli recimo stranko, sodelavca, ki ima neko invalidnost ali pa neko drugo osebno okoliščino, in to ne bo nekaj posebnega. In bo ta izkušnja pomagala, da bodo lahko na te vsebine iskali rešitve povsem naravno. In to je ključ za to, da bo tudi družba postala vključujoča za vse in da bo to neka družba, ki bo dala priložnost vsem in se bo lahko razvijala. Tako da oblikovanje dobrih rešitev v šolskem sistemu je res odlično seme za rast prihodnosti celotne družbe. Magistrica Branka Hrast-Debeljak, doktorica Jasna Murgel, gospa Nives Počkar, magistrica Mateja Toman, dr. Matevž Kokol, najlepša hvala za sodelovanje v podkastu Zagovornika načela enakosti. To je bila 16. epizoda podcasta Zagovornika načela enakosti. Povezoval sem ga Mitja Blažič. Vabljeni, da naš podcast spremljate tudi v prihodnje. Najdete nas na vseh platformah za pretočne vsebine. Ne pozabite nam slediti tudi na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, LinkedIn. Lahko nam tudi pišete na podcast@zagovornik-rs.si. Kmalu se spet slišimo.